14:10 je. Bom začel z eno slabo novico. Slabo sicer srečnim koncem, ampak sem si prav rekel, tole moram deliti z vami. Kot vsi veste, je stred kolesarjem in na cesti se dogaja marsikaj. Sami imate zagotovo polno zgodb, ampak včerajšnja mi je tako dvignila pritisk, da bom prav izpostavil voznika oziroma voznico rdeče Mazde CX-3. Za tablico je bilo enostavno premalo časa. Bilo je včeraj popoldne, okoli 6:30, na relaciji Horjul-Dobrova. Bilo nas je 7 kolesarjev, peljali smo se eden za drugim po pravilih. V nasprotni smeri se nam je pripeljal ta voznik oziroma voznica, ki je prehiteval nepregleden ovinek. Zdaj jaz in še eden, ki so bila prva, so se za las izognila. Tretjega kolesarja, mlad fant Val, 16 let, ga je že zadev z ogledalom v roko. Zdaj ostali zadnji so imeli samo še dve opciji, ali jih avto zbije ali pa v jarek. In po ne vem kakšni sreči ni bilo nobenemu nič, razen Vala malo boli roka. Voznik je seveda merno odpeljal naprej, ampak tukaj bi bila lahko zgodba čisto drugačna, par centimetrov razlike. In danes bi v programu v novicah poslušali, kako je voznik pri prehitevanju v nepregledni ovinek zbil 7 kolesarjev. Da sploh ne razmišljamo o končnem rezultatu. In te nestrpnosti nad kolesarji je ogromno. Vsak dan se soočamo s tem, kako nas prehitevate z minimalno razdalje, razne geste, čisto brez potrebe. Jaz razumem, da so kolesarji, ki se ne vozijo pravilno, ampak tisti, ki se, zakaj ta agresija? Zdaj, če bi imel jaz čas, bi lahko zapisal registrsko prijavo tega možakarja ali žensko policiji, ampak da zadaneš kolesarja in ne preveriš, če je okej, če je še živ, no tega pa enostavno ne morem razumeti. Jaz upam, da ta voznik oziroma voznica posluša in se malo zamisli. A je vredno, da nekoga, ki ga ne poznaš, ki je na cesti, spraviš v življenjsko nevarnost? Mi imamo vsi doma družine, tako kot vi v avtih. In grem staviti, da če si vzamete zdaj tistih 30 sekund za pravilno prehitevanje, ne bo to spremenilo ničesar. In preden mi začnete pisati SMS-e, da kolesarji tudi vozijo obupno, seveda. Jaz ne zagovarjam teh. Ampak tudi zdaj smo lahko pri rubriki, da z avtom sekaš ovinek, da greš čez omejitve, pa se zdaj zaradi tega noben ne bo zaletaval v drug avto. Jaz vam kot kolesar zdaj sporočam tole. Mi vam nočemo zapirati poti, mi nismo tam, da vas jezimo, tudi mi, ko mi čakamo, da pridemo do cest, kjer ni prometa, gremo v hribe, da se umaknemo, ampak do tja moramo iti po cesti. Zdaj lahko se gremo to rusko ruleto, kot smo se šli včeraj, ali pa recimo gremo malo bolj z glavo. Jaz sem moral dati to zdaj iz sebe, ker to doživljam vsakeč, ko sem na kolesu, ampak včeraj smo se že vsi videli pod kolesi te rdeče Mazde CX-3. Val je na srečo okej, ampak si predstavljate, 16-letnik na kolesu, ki se je peljal po pravilih, no tukaj pa jaz ne morem biti več tiho. Val je okej, ti voznik oziroma voznica, roka ga boli, ostali iz jarka ti sporočajo, da so tudi okej. Jaz, ki sem se za las izmuznil, pa ti sporočam, da je bil včeraj res srečen dan za vse nas, lahko pa ne bi bil. Zdaj, bi lahko živel s tem ali ne, ker je bilo treba prehitevati v nepregleden ovinek, naj si pa vsak odgovori sam sebi. Šlo je za par centimetrov in ja, lahko me danes ne bi bilo tukaj, tako kot ostalih mojih 7 prijateljev. In tako je vsak dan. Pa zdaj ne dajem se v isti koš, dobro veste, na koga ciljam in zakaj. Malo je treba, da smo vsi okej, in še kako malo je bilo včeraj, pa vsaj 7 nas sploh ne bi bilo. Srečno sem na cesti.